Zahodni svet je s svojo filozofijo in življenjskim stilom ujet v začaran krog potrošništva, poveličevanja storilnosti, padca vrednot in osebnostne degradacije. Da bi presekali tovrstno pogubno miselnost, se posamezniki že obračajo k vzhodnim filozofijam. To je pokazala študija, ki so jo opravili na znanstveno-raziskovalnem središču univerze. Prakse telesne in duševne uravnoteženosti je zato potrebno pripeljati k množicam, meni vodstvo univerze. Zato bi radi uvedli novo študijsko smer joge, ajurvede, homeopatije in naturopatije. V bistvu tako smer rabimo, če ne bomo duhovno propadli. Študiram sicer filozofijo, ampak bi se sigurno vpisala zraven. Študentom bi v začetku predavali profesori iz Indije, se pa rektor že dogovarja z nekaterimi domačimi inštruktorji joge najvišje kakovosti ašram. Ja, počaščena sem, da so me povabili k sodelovanju. Jogo in druga hindujska urjenja prakticiram že več kot 10 let in obvladam tudi indijsko tradicionalno medicino, ter svoja znanja prenašam na ljudi, ki se trudijo najti osebnostno in telesno ravnotežje. V sporočilu za javnost je univerza zapisala, da z novim študijem orje znanstveno ledino. Smo edina univerza v Evropi, ki je naravoslovnemu in humanističnemu študiju dodala še duhovno komponento. Ne samo izobraževanje študentov. Rektor Marušič želi tovrstno prakso vpeljati tudi med zaposlene na univerzi, kjer, kot je znano, v zadnjem času vladajo številne napetosti. Ohranitev uravnoteženega stanja duha in poti k razsvetljenju, ki jo uči indijska filozofija, bodo poskušali doseči z jutranjo jogo in meditacijo. Ob koncu delovnika pa bo uslužbencem na voljo ajurvedska masaža, ki pa jo bodo morali plačati sami, saj univerzo že nekaj časa pestijo finančne težave. Indijsko ministrstvo za jogo in ajurvedsko medicino je po naših informacijah rektorju že zagotovilo nekaj jogijev in tradicionalnih zdravilcev, ki bi prišli v Slovenijo, vendar jim je rektor pojasnil, da mora univerza za zaposlitev novega kadra najprej izpeljati javni razpis ali vsaj zbiranje ponudb. Če ne bo zapletov za akreditacijo novega programa, bi lahko prve študente vpisali že prihodnjo jesen.